Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Tisti, ki imate mačka ali psa, se vam je kdaj zazdelo, da se vaš hišni ljubljenček nenavadno obnaša, kot da bi videl nekaj, česar vi ne vidite. Vaš vtis je bil pravilen. Muc ali kuža se nista nenadoma pognala izpod mize kar tako, brez vzroka, pač pa, ker sta nekaj videla, česar vi niste mogli videti. Zakaj ne? Ker ne moremo videti sveta v ultravijolični svetlobi, vaš pes ali mačka pa ga lahko. Za razliko od ljudi lahko številne vrste živali zaznavajo ultravijolično svetlobo. Raziskava, ki so jo opravili na Univerzi v Londonu, pa nakazuje, da jo zaznavajo tudi psi in mačke. Prav spoznanje, da mačke in psi vidijo več, kot vidimo mi, pojasnjuje njihovo obnašanje, ki nam včasih ni razumljivo. Svet okoli nas nam je viden zaradi svetlobe. Svetlobo pa sestavlja spekter barv. Ljudje vidimo svetlobo le v spektru, ki se razteza od rdeče do vijoličaste barve. Od te naprej pa je svet viden v ultravijolični valovni dolžini. Že dolgo je znano, da ga številne živali vidijo, to je, imajo tako imenovan ultravijoličen vid. Med temi živalmi so razni insekti in čebele, ptice, ribe, nekatere dvoživke in plazivci in tudi nekaj sesalcev, zlasti manjših, kot so miši, podgane, bramori, vrečari in netopirji. Ta najnovejša raziskava britanskih raziskovalcev pa kaže, da imajo sposobnost ultravijoličnega vida tudi mačke in psi. Kaj pomeni videti ultravijolično? Znanstveniki pojasnjujejo, da medtem ko leče v človeškem očesu blokirajo ultravijolično svetlobo, pa imajo nekatere živali v očeh leče, ki to svetlobo prepuščajo. Ultravijolična svetloba tako doseže njihovo očesno mrežnico, ki to svetlobo spremeni v živčne signale. Ti potujejo do možganov, kjer jih vidni sistem zaznava. Nekatere živali ultravijolično svetlobo bolje zaznajo, nekatere slabše. Tudi tiste, katerih očesne mrežnice niso zelo občutljive na ultravijolično svetlobo, jo lahko vseeno nekaj vsrkajo. To se dogaja tudi ljudem, ki so jim kirurško odstranili očesne leče, a jih niso nadomestili s takimi, ki blokirajo to svetlobo. V omenjeni raziskavi so raziskovalci merili, koliko svetlobe prehaja skozi očesne leče različnih vrst živali do njihovih očesnih mrežnic. V raziskavo so zajeli zelo raznovrstne živali oziroma njihove oči, ki so jih dobili od poginulih živali v živalskih vrtovih, veterinarskih klinikah, živalskih klavnicah in znanstvenih laboratorijih. Odkrili so, da skozi očesne leče številnih živali, od ježev, psov, mačk, dihurjev do žiraf, prodre vsaj nekaj ultravijolične svetlobe, kar nakazuje, da te vrste živali lahko vidijo ultravijolično svetlobo. Se morda sprašujete, zakaj te živali vidijo svet v ultravijolični svetlobi oziroma čemu jim služi ultravijoličen vid? No, to vprašanje si verjetno zastavljate zato, ker sami nimate tega vida. Saj se najbrž nikoli ne vprašate, zakaj ljudje vidimo svet v ostalih barvah. Kakorkoli, znanstveniki pojasnjujejo, da je kar nekaj razlogov, zakaj imajo nekatere vrste živali sposobnost ultravijoličnega vida. Čebelam in raznim insektom, na primer, omogoča videti barve ali vzorce na rastlinah, ki jih usmerjajo k nektarju. Glodavci po zaslugi tega vida lahko vidijo in sledijo sledem urina. Jeleni, na primer, z ultravijoličnim vidom opazijo polarne medvede, ki so sicer v vidni svetlobi v snegu težko opazni. Toda zakaj naše oko blokira ultravijolično svetlobo? To je za raziskovalce že bolj vznemirljivo vprašanje. Možno je, da ultravijolična svetloba poškoduje očesno mrežnico prav tako, kot sčasoma poškoduje kožo. Toda številne druge dolgoživeče živali, ki so aktivne podnevi, kot na primer jeleni, imajo ultravijolični vid, a njihova očesa jim zaradi tega ne propadejo. Bolj verjeten odgovor, zakaj človeško oko ne prepušča ultravijolične svetlobe, je v ostrini našega vida. Naše oko filtrira ultravijolično svetlobo zato, da bi bil naš vid ostrejši. Torej, podobno kot nosijo smučarji smučarska očala z rumeno obarvanimi stekli, ki blokirajo ultravijolično svetlobo, prav zato, da v belini snega ostreje vidijo. Ko so raziskovalci pozornost usmerili tudi na živali, katerih očesne leče blokirajo največ ultravijolične svetlobe, so ugotovili, da se te živali ponašajo z najostrejšim vidom. Ljudje dobro vidimo do podrobnosti, ker imamo v očesni mrežnici visoko gostoto celic občutljivih za barve. Te nam omogočajo, da že pri šibki svetlobi kar dobro vidimo.
Oči nočnih živali pa nasprotno prepuščajo kar največ svetlobe, vključno z ultraviolično, na račun katere tudi v temi vidijo. In kot smo omenili na začetku, naš pes in mačka prav po zaslugi ultraviolične barve tudi podnevi vidita več kot mi. Torej, ne recite, da se jima je zmešalo, če se povsem nenadoma zapodita nekam ali za nečem, že vidita zakaj. Mi pa žal ali na srečo ne. Če ne verjamete, primerjajte ti dve podobi. Zgornja kaže, kaj ponoči vidite vi, spodnja pa, kaj vidita vaša mačka.